V torek 21. septembra je ob 16. uri na parkirišču podjetja Unimont v Slovenskih Konjicah potekalo odprtje objekta, rekonstrukcija vodovoda in sekundarne kanalizacije Konjic. Novo pridobitev je uradno predal v uporabo minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrik Gerkeš. Sončen pozdrav in predvsem vesel pozdrav vam voščim tukaj ob današnjem simbolnem odkritju in zaključku projekta rekonstrukcija vodovoda in sekundarne kanalizacije Konjic. Občina Slovenske Konjice je s prijavo projekta ureditve kanalizacijskega in vodovodnega sistema v mestu Slovenske Konjice v letu 2008 kandidirala na 3. javnem razpisu regionalni razvojni programi, ki ga je objavila Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, razvoj regij, prednostne usmeritve, regionalni razvojni programi. Z rekonstrukcijo vodovoda smo pričeli že v letu 2008, z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije nadaljevali v letu 2009, 60% vseh del pa zaključili v letu 2010. Sočasno so bili izvedeni tudi kanalizacijski in vodovodni priključki na novo zgrajene cevovode. Dotrajen sistem kanalizacije je tako obnovljen v centru mesta Slovenske Konjice. Skupna dolžina izvedenega meteornega in fekalnega kanala znaša kar 1995 metrov, na fekalni kanalizacijski sistem pa je na novo priključenih 35 objektov. Celotna dolžina zgrajenega in obnovljenega vodovoda pa znaša 2912 metrov, na sistem pa je na novo priključenih 65 objektov. Vrednost izvedenih gradbenih del skupaj s kanalizacijskimi in vodovodnimi priključki znaša 1 340 000 evrov. Vrednost celotne operacije ocenjujemo na 1,5 milijona evrov. Cilji operacije, ki so bili na začetku zastavljeni, so s tem doseženi. Zmanjšanje vodovodnih izgub, učinkovito zagotavljanje varne pitne vode ter odvajanje čim večjega deleža organskega onesnaženja na bodočo čistilno napravo. Prizadevanja občine Slovenske Konjice, da s to investicijo celovito uredi komunalno infrastrukturo v središču mesta Slovenske Konjice, so uspešno zaključene. Zato lahko v tem trenutku v besedi povabimo župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovani gospod minister, dr. Henrik Gerkeš, gospe in gospodje, Konjičanke in Konjičani, ko takole stojimo pod Konjiško goro, vidimo njeno mogočnost in tisti, ki smo nekoliko bolj povezani z naravo, se zavedamo, da je ta gromozanska gmota apnenca pravzaprav naša sreča, da jo imamo, kajti skozi pesek in kamenje Konjiške gore se pretaka voda, se očisti voda, ki potem v vznožju te gore privre na dan in konec koncev omogoča življenje v teh krajih. Voda je bila pomembna že dolgo nazaj in tudi, če se spomnimo tiste anekdote o Marjetici, Svetem Juriju in Zmaju, tudi takrat verjamem, da je bila voda pomembna. No pa vendar, te osebe so živele v neki pravljici. Kasneje pa je ta pravljica prešla v realnost, ko je bilo potrebno za vse številnejše prebivalstvo Konjic zgraditi vodovod in seveda poskrbeti tudi za odvajanje te vode, odpadne vode, stran od teh njihovih domov.
Že desetletja nazaj so v Konjicah imeli vodovod in ta vodovod je omogočal, da se je kraj širil, razvijal in tudi sicer dobival svojo krasno, svojo lepo podobo. Ne smemo pozabiti, da konec koncev smo v zadnjih 10 in nekaj letih bili kar 9-krat najlepše slovensko mesto. Pa vendar je v tej lepoti še nekaj manjkalo, tisto, kar običajno se navzven ne vidi. In to je bil ta trd oreh, v katerega bi prej ali slej morali ugrizniti. In ko smo tuhtali, razmišljali, kako odpraviti težave z oskrbo z vodo, kako odpraviti težave pri odvajanju odpadne vode, je kot naročeno prišel ta že omenjeni 3. razpis. In tukaj smo uspešno pristopili z vso resnostjo in na koncu koncev smo ta sredstva prejeli in še pomembneje, zaenkrat še jih ni bilo potrebno vračati in jaz sem tega iskreno vesel. Hvala lepa gospodu ministru in vsem njegovim službam, da so prisluhnili, da so nam pomagali. Hvala lepa tudi izvajalcu del, SGP Mestner, gradbenemu nadzoru, sodelavcem na javnem komunalnem podjetju in ne nazadnje tudi sodelavcem in sodelavkam v občinski upravi, da smo danes tukaj, da se lahko vsi skupaj veselimo te nove pridobitve. Seveda pa, ko sem prej govoril o lepoti Starega trga, smo v letošnjem letu razkopali ta Stari trg, to lepo fasado ali tla in na to zgodbo ureditve kanalizacije in vodovoda sodi še nekaj drugega. Da povrnemo Staremu trgu in Konjicam tisti sijaj, po katerem jih pravzaprav so prepoznavne in jih poznajo doma in širom po svetu. K temu, da bomo čez leto oziroma 2 Stari trg preoblekli v povsem novo podobo, da bo resnično sijal, pa se moramo vsekakor zahvaliti, prej smo rekli 3., zdaj pa 5. razpis sredstev strukturnih skladov in tudi osebno gospodu ministru, dr. Henriku Gerkešu, kajti za ta namen bomo uporabili dobrih 884 000 evrov evropskega denarja in verjamem, da ga bomo vsi skupaj s pridom izkoristili in se čez leto ali 2 veselili te nove podobe. In takrat bomo Konjičani resnično lahko ponosni na svoje mesto, ponosni smo že sedaj, ampak prav upravičeno ponosni na svoje mesto. Ker pa smo Konjičani tudi sicer ponosni na svojo zgodovino, iz katere črpamo moči za načrte v prihodnost, smo v letošnjem letu izdali ponatis faksimile ene knjige iz leta 1909 z naslovom Konjiška dekanija, avtor dr. Avguštin Stegenšek. In gospod minister, prosim, če se mi pridružite, da vam en primerek te knjige izročim kot darilo, kot spomin na današnji dan, na današnje srečanje tukaj v Konjicah in še en dokaz o tistem, kar sem prej govoril. O ponosu Konjičanov na to, da živimo tukaj pod Konjiško goro in hkrati vas že sedaj vabim na otvoritev obnovljenega Starega trga. Hvala vam lepa za pomoč in se veselim naslednjih srečanj, posebej še takšnih, ko bomo kakšen nov trak prerezali. Summer sun,
La la